Predstavljaj si, da sediš v hladni sobi, oblečen le v tanko oblačilo. Nato te še ovijejo z mokrimi krpami. V takšnih razmerah se bo telo običajnega človeka hitro treslo in ohladilo. Vendar pa so nekateri tibetanski menihi uspeli ostati mirni in ogreti svoje telo s posebno tehniko dihanja in meditacije. Leta 1981 je harvardski kardiolog Herbert Benson preučeval nekaj menihov, ki so vadili tumo meditacijo. Njegova ekipa je merila temperaturo na različnih delih njihovega telesa, medtem ko so izvajali tehniko. Študija je pokazala, da so nekateri menihi lahko zvišali temperaturo svojih prstov na rokah in nogah za do 8,3 stopinje Celzija. To ne pomeni, da je postalo celo njihovo telo zelo vroče. Jasno je, da so jim uspeli zvišati temperaturo. Visoka temperatura v njihovih rokah in nogah, to so deli telesa, ki običajno prvi postanejo mrzli, ko je okoli hladno. V drugi demonstraciji, o kateri je poročal Harvard Gazette, so nekatere menihe ovili v mrzle in mokre brisače, medtem ko so meditirali. Medtem ko nadaljujejo svojo prakso, se brisača postopoma suši zaradi toplote, ki jo oddaja njihovo telo. Toda kako jim to uspeva? Ta tehnika se imenuje tumo. Gre za napredno meditacijsko prakso v tibetanskem budizmu. Pogosto jo imenujejo notranji ogenj. Ter praktikant čuti, da toplota začne v predelu trebuha in se širi po telesu. Tukaj se združita dve pomembni stvari. Prva je močno in nadzorovano dihanje. Praktikant globoko vdihne, za trenutek zadrži zrak in napne mišice ter trebuh. To se imenuje dihanje v obliki vaze, ker je kot posoda, ki se polni in zrak ostane zaprt v telesu. Drugo je vizualizacija. Med dihanjem si praktikant predstavlja, da je majhen plamen tik pod popkom. V njihovi tradiciji si predstavljajo, da se plamen postopoma povečuje in da se njegova toplota širi po celem telesu. Morda se sliši nekoliko mistično, vendar so v telesu izmerili resnične spremembe. Leta 2013 je raziskovalka Marija Koževnikov s svojo ekipo prav tako izvedla študijo. Preučili so izkušene praktikante tumo v vzhodnem Tibetu in jih primerjali z ljudmi, ki niso bili vajeni takšne meditacije. Pri nekaterih izkušenih praktikantih je njihova temperatura telesnega jedra dosegla 38,3 stopinje Celzija. To je enako kot rahla vročina, vendar ni posledica bolezni ali intenzivne telesne vadbe. Študija je tudi pokazala, da ima tehnika dva dela. Močno dihanje pomaga hitro zvišati telesno toploto in vizualizacija. Vizualizacija in močna osredotočenost pomagata ohranjati toploto dlje časa. Ko so navadni udeleženci preizkusili dihalno tehniko, se je tudi njihova telesna temperatura nekoliko zvišala. Vendar jim ni uspelo zvišati in ohraniti temperature tako kot ljudem, ki to vadijo že vrsto let. Pokažem, da ne gre zgolj za preprosto razmišljanje. Dihalne mišice se res močno premikajo. Spreminja se tudi srčni utrip in povečuje se nastajanje toplote v telesu. Hkrati praktikant uporablja osredotočenost in vizualizacijo, da nadzoruje svoj odziv na mraz. Znanost še ne razume popolnoma vsega, kar se dogaja pri tumu. V raziskave je bilo vključenih tudi zelo malo ljudi, vendar je ena stvar jasna. S pomočjo dolgotrajnega treninga, nadzorovanega dihanja in izjemne koncentracije lahko nekateri praktikanti tumo spremenijo temperaturo svojega telesa na način, ki ga običajen človek težko doseže. Kljub temu obstaja del tumo, ki ga znanost še vedno ne zna popolnoma razložiti, in to je učinek razmišljanja o ognju. V eni študiji iz leta 2013 so ugotovili, da je močno in nadzorovano dihanje glavni razlog, zakaj se telo segreje. Vendar je mogoče, da jasna predstava ognja prav tako pomaga ohranjati toploto. Še vedno ni znano, kako točno možgani to počnejo. Možno je, da zaradi izjemne osredotočenosti človek bolje nadzoruje svoje dihanje, celic in nastajanje toplote v telesu. Toda do danes znanost še vedno nima popolne razlage. Iz te nenavadne sposobnosti pa pojdimo k drugi tibetanski tradiciji, ki je povezana s smrtjo. To imenujejo nebeški pokop ali jator. Za številne tujce je ta ritual lahko strašljiv ali šokanten. Toda za nekatere tibetanske budiste je to spoštovan in normalen način pokopa. Ko nekdo umre, družina običajno najprej moli, prav tako verski voditelji. Nato telo odnesejo na določen kraj v gorah, daleč od bivališč. Tam telo pripravijo, da ga lahko pojedo jastrebi. Obstajajo ljudje, ki so usposobljeni in posebej zadolženi za to.
Imenujejo se rogjapa. Oni razrežejo telo, da ga ptice lažje pojedo. To je težko razumeti za tiste, ki niso seznanjeni z njihovo kulturo. Toda zanje, ko človek umre, telo ni več to, kar človek v resnici je. Življenja ni več, zato se telo lahko da kot hrana drugim bitjem. To dejanje štejejo kot zadnje dejanje dobrote. Tudi ko je človek mrtev, bodo druga bitja še vedno imela korist od njegovega telesa. To je povezano tudi z enim pomembnim prepričanjem v budizmu. Nič ni trajno. Telo se stara, propada in tudi izgine. Zato po njihovem mnenju človek ne bi smel biti preveč navezan na svoje fizično telo. Obstaja tudi praktičen razlog, zakaj so nebeški pogrebi postali običajni. V nekaterih delih Tibeta je tibetanska planota visoka, skalnata in zelo mrzla. Na mnogih krajih je težko izkopati zemljo, ker je trda ali zamrznjena. Prav tako je malo dreves, zato primanjkuje lesa, ki je potreben za kremacijo. Zaradi tega je postalo praktično darovati telo jastrebom. Vendar to ne pomeni, da je to edini način pokopa po celotnem Tibetu. Obstajajo kremacije, običajni pokopi in drugi rituali, odvisno od kraja, družine in verske tradicije. Obstajajo tudi zgodbe, ki pravijo, da je dober znak, če jastrebi hitro pojedo telo. Vendar to ni povsod enako prepričanje. Obstajajo tudi poročila, da se rogjapa včasih pogovarjajo ali šalijo med delom. Za tujca se to morda zdi kot pomanjkanje spoštovanja, toda zanje je to le del dela, ki ga opravljajo že dolgo časa. To ne pomeni, da nimajo spoštovanja do pokojnika. Le njihov pogled na telo in smrt je resnično drugačen. Tukaj pride v ospredje še eno pomembno tibetansko učenje o smrti. To je Bardo Todol. V zahodnem svetu je to bolj znano kot tibetanska knjiga mrtvih. Toda to ni preprosta knjiga o mrtvih. Bardo Todol se običajno prevaja kot osvoboditev skozi poslušanje v vmesnem stanju. Bardo se nanaša na stanje med smrtjo in naslednjim ponovnim rojstvom. V nekaterih tibetanskih budističnih tradicijah verjamejo, da lahko to stanje traja do 49 dni. To ni prepričanje vseh budistov. To je le del nekaterih tibetanskih naukov o zavesti, karmi in ponovnem rojstvu. Bardo Todol se na glas bere osebi, je umrla ali je blizu smrti. Namen tega je voditi zavest, da se ne bi zmedla ali prestrašila zaradi izkušenj, za katere pravijo, da jih bo doživela po smrti. Po besedilu lahko zavest vidi močno svetlobo, različne oblike bitij in strašljive podobe. Vendar pa ni rečeno, da so vse to resnična bitja ali pošasti, ki prihajajo od zunaj. Namesto tega so opisani kot oblike lastnega uma, izkušnje, za katere pravijo, da so spomini, in stvari, ki jih človek ne more izpustiti. Zato se zavesti vedno znova ponavlja, naj se tega ne boji. Sporočilo besedila je preprosto. Prepoznajte, da tisto, kar vidite, prihaja iz lastnega uma. Po smrti. Ko zavest prepozna jasno svetlobo in pred njo ne pobegne, lahko doseže osvoboditev iz ponavljajočega se kroga smrti in ponovnega rojstva. To je versko prepričanje. To še ni bilo dokazano z moderno znanostjo. Nekateri tudi primerjajo opise v Bardo Todolu z izkušnjami bližine smrti. Nekateri ljudje, ki so bili blizu smrti, so pripovedovali o močni svetlobi, nenavadni prisotnosti ali občutku, kot da so ločeni od svojega telesa. Vendar ti opisi niso zadostni. Niso si dovolj podobni, da bi lahko rekli, da imajo te izkušnje enak izvor. V znanosti obstaja nekaj možnih razlag. To je lahko povezano s pomanjkanjem kisika, spremembami v pretoku krvi, sproščanjem kemikalij v možganih in nenavadno električno aktivnostjo, ko je telo v veliki nevarnosti. To se vedno preučuje. Za zdaj še ni jasnih dokazov, da bi lahko zavest obstajala ločeno od možganov. Bardo Todol prav tako ni bil ustvarjen kot znanstveni zapis o tem, kaj se zgodi po smrti. To je verski vodnik, ki je nastal iz tibetanskih budističnih naukov in meditacijskih praks. Knjiga je postala bolj znana v angleško govorečem svetu leta 1927. Angleška različica temelji na prevodu Lame Kasi Davasam Duka in jo je izdal Walter E. Evans Wentz. Ime tibetanska knjiga mrtvih je bilo ustvarjeno, da bi ga zahodni bralci lažje razumeli. Zaradi tega so ga prebrali številni psihologi, pisatelji in raziskovalci zunaj Tibeta. Kasneje so nekateri uporabili njegove ideje pri preučevanju psihologije, sanj, zavesti in psihedeličnih izkušenj. Vendar je pravi namen besedila drugačen. Za tibetanske praktike to ni zgodba, bi ljudi strašila glede posmrtnega življenja.
To je vodnik, kako se soočiti s smrtjo brez podrejanja strahu in kako se naučiti izpustiti telo, ime, spomine in vse stvari, ki jih je človek nekoč imenoval jaz. Sčasoma so nekateri zahodni pisci uporabili Bardo Todol na drugačen način. Namesto vodnika o smrti so ga uporabili kot osnovo za preučevanje psihologije in spreminjanja zavesti. Vendar to ni bil prvotni namen besedila. Za tibetanske budiste je bil ta tekst ustvarjen, da vodi človeka, ko se sooča s smrtjo in z naslednjim stanjem zavesti, v katerega verjamejo. Poleg tega obstaja v Tibetu še eno prepričanje, ki ga je še težje dokazati. Imenuje se maurično telo. To je del dzogčena, naprednega učenja v tibetanskem budizmu. Po verovanju, ko izkušen praktikant doseže najvišjo raven duhovnega razumevanja, se lahko po smrti z njegovim telesom zgodi nekaj nenavadnega. Pravijo, da se telo v nekaj dneh skrči, dokler ne ostanejo le še lasje in nohti. V drugih zgodbah pravijo, da telo popolnoma izgine in postane svetloba. Obstajajo tudi pripovedi o mavričnih telesih. Nenavadna svetloba, zvok in prijeten vonj se pojavijo v bližini telesa. Vendar je pomembno, da je to jasno. Še nobenega primera mavričnega telesa ni potrdila neodvisna znanstvena preiskava. Večina zgodb prihaja iz verskih besedil, praktikantov, študentov in prič. Prav tako ni dovolj jasnih videoposnetkov, zdravniških zapisov ali stalnih znanstvenih opazovanj, ki bi dokazovala, da se je telo resnično spremenilo v svetlobo. Obstaja nekaj možnih razlag za te zgodbe. Morda je bilo telo prestavljeno, pokopano ali kremirano, ne da bi to videli drugi ljudje. Prijeten vonj lahko prav tako izvira iz kadila, ki se običajno uporablja pri obredih. Medtem pa lahko nenavadna svetloba ali mavrica nastane zaradi sončne svetlobe, oblakov, dežja ali pogojev v okolici. Možno je tudi, da si priče dogodka zapomnijo stvari drugače, še posebej, če že verjamejo, da se bo zgodil čudež. Vendar so to le možne razlage. Prav tako ne moremo dokazati, da se je to res zgodilo v vsaki zgodbi. Zato je pravilen način pripovedovanja preprost. Mavrično telo je pomembno verovanje v tradiciji dzogčen. Vendar znanost tega še ni dokazala. Čeprav ni znanstvenih dokazov, ima to še vedno pomembno vlogo v njihovi veri. Za praktike to kaže na prepričanje, da lahko človek popolnoma izgubi navezanost na svoje fizično telo, ko doseže najvišje duhovno razumevanje. Obstaja še en nenavaden način, kako so bila tibetanska učenja ohranjena in razširjena. To se imenuje terma, kar pomeni skriti duhovni zaklad. To je močno povezano s Padmo Padmasambhavo, indijskim budističnim mojstrom, ki je postal zelo pomembna oseba pri širjenju budizma v Tibetu v 8. stoletju. V tibetanski tradiciji verjamejo, da je skril določena učenja. Ljudje v tistem času namreč še niso bili pripravljeni, da bi jih razumeli. Pravijo, da so bila nekatera učenja skrita v jamah, kamnih, templih in drugih krajih. Obstaja tudi tako imenovani mind terma, kjer se učenje pojavi v mislih, praktika skozi vizijo ali meditacijo. Oseba, ki najde ali prejme takšno učenje, se imenuje terton ali razkrivatelj zaklada. Perma tradicija je najmočnejša v Nyingma šoli tibetanskega budizma. Tega ne obravnavajo zgolj kot navaden skriti dokument. Zanje je to učenje, ki je bilo skrito, da bi se pojavilo v času, ko ga ljudje potrebujejo. Vendar pa je to težko dokazati od zunaj. Ko nekdo trdi, da je prejel starodavno učenje v videnju, ni preprostega znanstvenega testa, ki bi lahko potrdil resničnost njegove trditve. To je mogoče tudi zlorabiti. Nekdo lahko napiše svoje besedilo in trdi, da gre za dolgo skrito učenje. Zaradi tega niso vsi, ki trdijo, da so tertoni, preprosto sprejeti. Verska skupnost prav tako preverja njihovo osebnost, usposabljanje, učenje in ali je sporočilo skladno z njihovo tradicijo. Perma ima pomembno vlogo v tibetanskem budizmu. To omogoča, da se pojavijo nova pojasnila, ne da bi bilo treba spreminjati celotno vero. To je kot staro sporočilo, ki se odpre ob pravem času. Na ta način tradicija odgovarja na nove težave, hkrati pa ostaja povezana s svojim izvorom. Od skritih naukov pa pojdimo na kraj, ki so ga mnogi iskali, čeprav obstaja le v romanu. To je Shangri-La. Pogosto ga opisujejo kot mirno in skrito dolino v Himalaji. Tukaj naj bi ljudje živeli dolgo, daleč stran od nemirov, bolezni in težav sveta.
Toda ime Shangri-La ne izvira iz starodavnega tibetanskega mita. Ustvaril ga je britanski pisatelj James Hilton za svoj roman Lost Horizon, ki je izšel leta 1933. V zgodbi je Shangri-La skrivnosten in miren kraj skrit v gorah. To pomeni, da ni trdnih dokazov, da bi v Tibetu res obstajal kraj, ki bi se že od nekdaj imenoval Shangri-La. Vendar si Hilton tudi ni kar tako izmislil celotne ideje brez kakršnekoli osnove. Obstaja tibetansko prepričanje o Bajul ali skritih dolinah. Po tradiciji so to varna in sveta mesta, ki jih lahko najdejo ljudje, ki so duhovno pripravljeni. Možno je, da so takšne zgodbe vplivale nanj. Stari potopisni zapisi o Tibetu so prav tako prispevali k oblikovanju izmišljene Shangri-La. Ker je roman postal zelo priljubljen, so številne kraje kasneje primerjali s Shangri-La. Obstajajo tudi popotniki in raziskovalci, ki iščejo dolino podobno tisti iz zgodbe. Toda to, da je v Himalaji skrita čudovita dolina, še ne pomeni, da je to prava Shangri-La. Shangri-La Jamesa Hiltona je izmišljena. Bajuli pa so del tibetanske verske tradicije. Ideji o skritem raju sta povezani, toda nista povsem ista stvar. Od leta 1938 do 1939 je v Tibet odpravila tudi nemška odprava pod vodstvom Ernsta Schäferja. Skupina je bila sestavljena iz članov SS, njihovo potovanje pa je podprl nacistični sistem. Izvajali so geografske, zoološke, kulturne in antropološke raziskave. Obstajajo priljubljene zgodbe, ki prikazujejo, da je bil njihov glavni cilj iskanje Shangri-La ali mistične arijske civilizacije. Ampak resnična zgodovina je bolj zapletena. Ekspedicija je bila mešanica znanosti, propagande, rasne ideologije in osebnih interesov. Ni prav, da so šli tja samo zaradi romana Jamesa Hiltona. Tukaj lahko vidimo, kako se zgodba spreminja, ko se širi. Shangri-La se je začela kot izmišljeni kraj. Ker je bilo takrat malo znanega o Tibetu med zahodnimi bralci, so ga postopoma začeli zamenjevati za del resnične tibetanske zgodovine. In še danes se ime Shangri-La uporablja za opis oddaljenega, mirnega in skoraj popolnega kraja. Ne zato, ker bi bilo dokazalo, da obstaja, ampak zato, ker je ideja, ki jo predstavlja, izjemno močna. Kraj, ki je varen pred kaosom sveta, četudi ga najdemo le v zgodbah. Ime Shangri-La ima tako močan privlak, da ga je uporabil celo resnični kraj, da bi privabil turiste. Leta 2001 je kitajska vlada spremenila ime okrožja Zhongjian v Yunanu in ga preimenovala v Shangri-La. To ni dokaz, da so kraj iz romana že našli. Uporabili so le slavno ime, da bi kraj predstavili kot čudovito gorsko destinacijo. Toda še preden je bila izmišljena beseda Shangri-La, je v tibetanski veri obstajalo prepričanje o skritih dolinah imenovanih Beul. Beul naj ne bi bil zgolj skrivni kraj na zemljevidu. Po tradiciji so to svete doline, namenjene kot varen pribežališče v času nemirov. Verjame se, da ni dovolj, da samo poznaš pot. Prav tako morata biti pripravljena in vera osebe, ki vstopa. Eden najbolj znanih primerov tega je Pemaco. To je obsežno in težko dostopno območje okoli reke Changpu v jugovzhodnem Tibetu in sosednjih delih Indije. Obdano je z visokimi gorami, gostimi gozdovi, mogočnimi rekami in slapovi. Zaradi nevarnega in zahtevnega potovanja je to območje dolgo ostalo malo znano ljudem zunaj regije. Za romarje in menihe je Pemaco pomemben, ker je miren in oddaljen od vsakdanjega življenja. Tak kraj je primeren za dolge molitve, meditacijo in življenje brez večjih motenj. Ni dokazov, da bi bili v njem ljudje, ki ne starajo ali imajo skrivnostne smrtnosti. Pravi razlog, zakaj je Pemaco poseben, je veliko preprostejši. Zaradi oddaljenosti in težke dostopnosti je to kraj, kjer lahko človek za nekaj časa pusti hrup in težave sveta za seboj. Vendar obstaja še ena sposobnost nekaterih naprednih meditatorjev, ki je bila dejansko izmerjena z medicinsko opremo. Poleg povečanja telesne toplote je Herbert Benson v svoji študiji ugotovil tudi, da se lahko med globoko meditacijo poraba kisika v telesu močno zmanjša. V eni manjši študiji o naprednih budističnih meditatorjih je en udeleženec zabeležil 64% zmanjšanje metabolizma v primerjavi z njegovim običajnim počitkom. Metabolizem je količina energije, ki jo telo porabi, da ostane funkcionalno. Ko se ta upočasni, telo potrebuje manj kisika in energije. Upočasni se tudi dihanje in druge funkcije v telesu.
Običajno se to med spanjem le rahlo zmanjša, zato je bilo zmanjšanje za 64% pri tem udeležencu posebej opazno. Vendar je pomembno poudariti, da je bila študija ARAT majhna in da je bilo pregledanih le nekaj izkušenih meditantov. To ne pomeni, da to zmorejo vsi menihi ali vsi, ki meditirajo. Tega tudi ne bi smeli imenovati hibernacija ali stanje podobno smrti. Meditator je še vedno buden in ima nadzor, telo pa se po seansi vrne v normalno stanje. Jasno je le to, da nekateri visoko usposobljeni praktiki lahko upočasnijo svoje dihanje in porabo kisika bolj, kot je običajno pri navadni meditaciji. Leta 1985 je Bensonova ekipa prav tako posnela nekaj menihov, ki so preživeli mrzlo noč v visokih predelih Himalaje. Po poročilu Harvarda so bili na približno 15.000 čevljih nadmorske višine, temperatura pa je padla na okoli 0 stopinj Fahrenheita oziroma približno -18 stopinj Celzija. Nosili so le tanke šale, spali so na kamnih in se niso stiskali skupaj, da bi se greli drug ob drugem. Na posnetku tudi ni jasno videti močnega drgetanja. To je impresivno, vendar to ne pomeni, da niso več občutljivi na mraz. Njihova telesa so navajena, dolgo so trenirali in morda so jim pomagali tudi njihovo dihanje, osredotočenost, drža in izkušnje v hladnem okolju. Tega tudi ni varno posnemati brez treninga in zdravniškega nadzora. Izjemen mraz lahko povzroči podhladitev, izgubo zavesti in smrt. Benson je ugotovil, da lahko meditacija pomaga pri preučevanju stresa, anksioznosti, krvnega tlaka, bolečine in drugih stanj povezanih z odzivom telesa na stres. Vendar meditacija ni nadomestilo za zdravila, zdravnika ali operacijo. Lahko je le dodatna metoda za pomoč telesu in umu, odvisno od stanja posameznika. Obstajajo sodobne metode dihanja, kot jih je populariziral Wim Hof, ki prav tako uporabljajo nadzorovano dihanje in izpostavljenost mrazu. Vendar to ni povsem enako kot tumo. Razlikujejo se v treningu, ciljih, duhovnem ozadju in načinu vadbe. Nekajminutna dihalna vaja ni enakovredna letom učenja in vsakodnevne prakse v samostanu. Pomembna je tudi povezava med tibetanskim budizmom in sodobno znanostjo. S pomočjo Dalajlame in organizacij, kot je Mind and Life Institute, so budistični praktiki in znanstveniki začeli razpravljati o možganih, meditaciji, čustvih in zavesti. Namen teh študij ni dokazati, da so vsa budistična prepričanja pravilna. Cilj je ugotoviti, katere prakse imajo dejanski učinek na telo in ali lahko pomagajo tudi drugim ljudem. Tudi sam Dalajlama je dejal, da če znanost jasno dokaže, da je neko budistično prepričanje napačno, ga je treba spremeniti. To kaže, da si znanost in duhovna tradicija ni nujno nasprotujeta, vendar morajo biti meje še vedno jasno določene. Obstajajo stvari, ki jih je mogoče izmeriti, kot so spremembe temperature, dihanje in poraba kisika. Obstajajo pa tudi stvari, ki so zgolj del verskega prepričanja, kot sta mavrično telo in izkušnje po smrti. Ko ti dve stvari združimo, kot da sta obe dokazani, postane zgodba napačna in zmedena. Prava vrednost tibetanskih praks ni v tem, da skrivajo neko magijo. Pomembnejše je, kar te prakse kažejo o urjenju uma in telesa. Dolga leta so znova in znova izvajali dihanje, osredotočenost in meditacijo, dokler se niso naučili nadzorovati nekaterih reakcij, ki so običajno povsem avtomatske. Toda takšna sposobnost ni bližnjica in je ni mogoče pridobiti z enim hitrim vodičem. Najpomembnejša lekcija iz Tibeta ni, kako ustvariti čudež. To je, kako zelo se lahko telo spremeni, ko ima človek pravo usposabljanje, dovolj časa in disciplino, da vsak dan izvaja isto prakso.